Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično nekorektno oddajo slovenskih televizij. Nemec in Koprivc nad Hojsa, ta pa nad Kučana. Ker se notranji minister Aleš Hojs v roku 48 ur ni upravičil, ko je za organizacijo nasilnih protestov lanskega 5. novembra obtožil socialne demokrate, ga bosta njihova poslanca Nemec in Koprivc tožila. Hojs pa je napovedal tožbo proti bivšemu predsedniku republike Milanu Kučanu, ker je slednji za organizacijo teh protestov obtožil njega. Če se vam zdi, da poslušate vsebino ene epizode kakšne turške telenovele, niste edini. Mogoče pa bomo na sodišču izvedeli vsaj to, zakaj notranji minister misli, da je bil 5. november lani petek. Bil je namreč četrtek. Sedaj pa se lotimo 10. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, čigavi so protesti, kdo si lasti proteste in zakaj. Kdo v resnici organizira proteste in s kakšnimi nameni, nam bosta pomagala razvozlati. Naš posebni gost, politolog dr. Jernej Štromajer in naš stalni komentator dr. Boštjan Marko Turk. Toplo pozdravljena. Dobar dan, dober večer. Lep pozdrav. Jernej, Boštjan, najprej me zanima vajina ocena, kdo ima več možnosti, da uspe na sodišču svojo tožbo? A poslanca Nemec in Koprivc, ki bosta tožila notranjega ministra Hojsa, ali notranji minister Hojs, ki bo tožil bivšega predsednika republike Kučana? Jaz mislim, da glede na vse izkušnje, bi rekel, ki jih imamo s sodišči in s takimi tožbami, bo to recimo, nek maraton, ki bo imel neskončno etap za šprintom, in bo na koncu zmagovalec tisti, ki ne bo zmagovalec, in poražen bo tisti, ki bo zmagal. Nekako tako, to se bo to potem vleklo skozi leta po sodiščih in bo to neke vrste ping-pong maraton, kot želite. Skratka, jaz temu, razen tega, da bo to polnilo, bi rekel, strani, in da bomo imeli medije kaj zapisati in zakomentirati, temu ne pripisujem druge pomembnosti, predvsem zato, ker so to stvari, ki se ne bi smele, načeloma ne bi smele urejati na sodiščih, ali bi se mogle urejati, ali se bi sploh ne urejati. Pač nekdo je nekaj rekel, nekdo misli, da je organiziral ta, drug misli, da je organiziral nek drug. Ja, razumem. Jernej, kaj ti praviš? Kdo ima več šans? Minister ima seveda pravico do svojega mnenja, nima pa pravico do svojih dejstev. In 5. november ni bil petek, ampak je bil četrtek, tako da tukaj koledar ministra postavlja na začetku na netočnost. Hkrati pa očitek, da bi naj socialni demokrati oziroma Koprivci in Nemci bila v zadnji popolnoma deplasirana. To je jasno, da s temi protesti, z nasiljem, ta dva niste imela nič, tudi politična stranka ne. In minister je imel možnost, da se upraviči 48 ur, namesto da bi to svojo možnost uporabil, povedal, da se je zmotil ali pa da je to uporabljal za nekakšen politični spin, je poskušal nas še malo dodatno zavrteti in v igro vpeljati bivšega predsednika gospoda Kučana, kar je popolnoma nesmiselno, ampak del neke SDS-ove agende, kjer konstantno kažejo na druge, da bi pa sami sebe pogledali v ogledalo, pa ne. Ja, ok, mogoče res, ampak oprosti Boštjan, sem da razčistva to z Jernejem, takoj boš dobil besedo. Je pa res, da je bivši predsednik republike tudi obtožil na nek način notranjega ministra Hojsa, da je on odgovoren za to nasilje, za ta protest. Pa me zdaj zanima, a ni pol tudi Milan Kučan na podobno spolskem terenu, kot ti praviš, da je pač Hojs? Zdaj, jaz to izjavo do te mere nisem seznanjen, bi pa rekel tako, vse nasilne proteste je treba obsoditi, je pa vlada ena izmed tistih, zaradi česa prihaja do protestov, o tem bomo pa verjetno še kaj v prihodnje govorili. Ja, izvoli Boštjan. Ja, ne, če se jaz ne motim, jaz sem videl zdaj, najverjetneje to ni bil tisti protest, ampak protestov se ne more, se nihče ne dela kronologije protestov, bi se s tem ukvarjal, kateri protest, kako protesti so, pač četrtkih, petkih, sredah, ne vem, protesti so, na istem mestu so protesti, ne, zdaj rabiš že kar nekaj, bi rekel, znanja in memorije, da točno ločeš, kateri protesti od česa, pa komu, ne, ampak jaz se spominjam, da sem kot te protestnike, kot se reče, kot dele tega protestnega, bi rekel, kolesja, pač videl pač fotografije politikov, ki imajo nedvomno identiteto, so tudi strankarski poslanci, in videl Milana Kučana, njega sem pa videl na teh fotografijah pa, mislim, da prejšnji petek ali nekaj tasga z nedvomnim sporočilom, in sem videl Milana Kučana na 25. junija ob 30-letnici se pravi države z belo srajco in z
emblemom, kolesarskim emblemom Starihe, če ta avtor tega emblema, ne vem, kdo je, vzamem nazaj, ne? Ampak dejstvo, da se je Milan Kučan prišel na najpomembnejše mesto, na največ kamer, pokazati, da se s temi protesti na mestu, kjer se protesti dogajajo, absolutno strinja, oziroma ne vem, kako bi lahko še rekel, da se bolj strinja, ne? Kajti ustanovitev države samostojne 30 let nazaj, katere ustanovitev je on, seveda vemo, dezavuiral in na nek način zaviral, a ne, nima s temi protesti nobene zveze, a ne. In edina logična motivacija, zakaj potem ti nalepeš tako nalepko, je ta, da hočeš povedati, se s temi protesti strinjaš, a ne, da v bistvu zlorabiš, no, to, kar je on naredil, on je zlorabil to slovesnost, a ne, za neko lansiranje nekega političnega sporočila, ki ga je postavilo na čisto konkreten politični zemljevid in zdaj se ne more vleči ven, da on nima s tem nič, a ne. Ja, mislim, Boštjan, zdaj tudi ti imaš težave z dejstvi. Zdaj, jaz razumem, da poprečen gledalec ali pa nekdo, ki ne spremlja politike, ni točno seznanjen z različnimi dogodki, kraji, časi. Notranji minister ali pa kakšen politični komentator bi pa skoraj da lahko bil. Zdaj, četrtek ni petek, kolesarski protesti, ki potekajo ob petkih, so se od protestov, ki so potekali 5. novembra, predhodno javno distancirali, povedali so, da četrtek ni petek, da se naj ostane doma in niso bili povezani z nasiljem, ki se je dogajalo 5. novembra, niti ki se je dogajalo preteklo sredo in kot rečeno, nasilne proteste je treba v vsakem primeru vedno obsoditi. Predsednik Kučan pa drži, je na to proslavo prišel z tem simbolom kolesarskih protestov, ki pa so protesti za demokracijo, so protesti za svobodo govora, so protesti za vladavino prava, so protesti proti korupciji in to je tudi demokratična republika, za katero smo se, oziroma se je borilo leta 1991 in trditi, da zavzemanje za demokratično in svobodno družbo, da to ni povezano z samostojno republiko, pa ne vem, če je ravno najbolj na mestu. Ima pa predsednik, če lahko Boštjan, ima pa predsednik Kučan kot vsak ostali državljan pravico izraziti svojo podporo ali ne podporo marsičemu, kar želi. Zdaj imamo notranjega ministra, ki je tako ali drugače govoril o rumenih jopičih, ki so pa ena veliko bolj problematična skupina, če beremo zapise številnih raziskovalnih novinarjev. Ja, je pa res, da jaz Milana Kučana na prireditvi značko SD recimo ne spomnim. Ne? Jaz tudi ne bi vedel, da je gospod član, tako da to je pol vprašanje za njega. No, sej tudi na kolesu. Tu pa jaz moram zdaj reči, da zdaj pa govorimo povej, Boštjan. Ne, govorimo očitno drug jezik, ne, ker jaz te petkove proteste, ne četrtkove, ne sredine, zame so to protestnici, kot državljan republike pridržujem mnenje, da imam enako mnenje o protesti, ki so vsak tretji dan, ne, in da tega ne delim na to, pa to, pa to. Je pa res lepa zdaj pa nek pravni hakelc, ne, če se je pa Hojs zmotil in je mislil, da so to protesti v petek, ko so v četrtek, ne, potem je pa to napaka, ti pa ne moreš biti zaradi napake ali zmote na sodišču obsojen. Hkrati pa jaz povem, seveda, da jaz v ničemer ne morem prepoznati te petkove proteste, ki se odvijajo vsak petek tam, kjer jaz stanujem in živim, ne, kot neko zavzemanje za demokracijo, za pravno državo, za ne vem kaj, zato ker prvič niso prijavljeni in kršijo temeljne postulate pravne države, ker so neprijavljeni, ker so se odvijali večinoma v času pandemije, ko je bilo zbiranje prepovedano, ker so na njih izražali nasilna gesla, ker je bilo na njih seveda prisotno nasilje in je kar konec koncev zadnji akt nasilja, ki sem ga videl, je gospod Jenull splezal čez zid vaše hiše, a ne, in nalepil na vašo hišo, ne da bi pridobil nikakršno soglasje kogarkoli iz vaše hiše, poziv k tako imenovani likvidaciji političnih strank. To je protipravno početje. Že z tega stališča to ne morejo biti protesti za pravno državo. Jaz se s tabo strinjam, Boštjan, da je veliko protestov, pa da se lahko človek zmoti. Ampak tisto, kar se mi zdi, da je fajn razčistiti, preden gremo naprej z našo debato, je to, da je notranji minister Aleš Hojs obtožil socialne demokrate, pa mislim, da tudi stranko Levica, da sta organizirale te proteste 5. novembra, da sta pozivala na te proteste, pozivala k nasilju in tako naprej. Zdaj, Hojs je notranji minister, se pravi, ni to, da se mi nekaj pogovarjamo v oddaji ali pa eden tam na Twitterju nekaj napiše ven butne, kakor smo navajeni, ne? To je neko stališče. Zdaj, v neki urejeni državi bi verjetno res notranji minister preden da tako izjavo in bodi si mogel jo z nečim podkrepiti ali pa kasneje dokazati in verjetno bo postopek na sodišču to pokazal. Kot bo verjetno postopek na sodišču pokazal tudi, zakaj Milan Kučan misli, da je Aleš Hojs organiziral te proteste in kakšne dokaze ima za to. Ampak če gremo mi zdaj naprej, ne? Govorili smo o petku, govorili smo o četrtku,
Zdaj, prejšnji teden je bila pa sreda, ne, da še malo zmedemo vse, vključno z gledalci. Skratka, sredin protest me zdaj zanima. Sovpadlo je s tem pač pogojem PCT in me zdaj zanima vajino mnenje. Vidva to vidita kot nek pač političen protest, nekega dela civilne družbe, ki ni zadovoljen z aktualno oblastjo, ali to vidita kot neke druge vrste protest, kot tiste, o katerih smo do zdaj govorili? Mislim, to so ljudje, večina teh ljudi najprej protestira proti samim sebi, ne? Ker so pač jezni na sebe samega in na ves svet. To je zelo enostavna formula. Druga stvar, pa, ki jo pa tukaj jaz vidim, ne, je pa, da gre za neko eklatantno sproščanje nasilja, ki je popolnoma podivjano in ki z nobenim izražanjem, nobene politične ali nepolitične ali družbeno-civilne ali kakršne volje nima nobene zveze. Vi ne morete metati. Poslušajte, kje pa so na svetu bili protesti, v katerih je na enega poškodovanega, če je bil poškodovan, ne vem, poškodovanih 7 policistov. Pa se to je bilo pač popolno divjanje, pa razbija državni zbor, pa vse okrog in tako naprej. Mislim, se to ni logika, ne politika, nič, to je pač čisto navaden vandalizem, in samo zato, ker pač v Sloveniji pravna država pač iz drugih razlogov, kot je kolega Jernej navaja, pač ne deluje, noben od teh nikoli ni bil procesiran, noben od teh ne bo procesiran. Za organizatorja teh, čeprav jaz zdaj razumem, petkovih protestov, za katere moram pa spet še enkrat povedati, ker jih pač vidim, ker so pač pod našim oknom, tako rekoč, so vedno isti ljudje. In vsi so, ker pa sem jaz Ljubljančan in jih poznam, so vsi iz Ljubljane. In to niso niti vse slovenski protesti, niti najmanj ne predstavljajo populacije, ki ima pa pač kakšno pomembnejše delo kot kolesart okrog parlamenta, ko pa vidim tam gospoda mehanika Damirja, ki sem ga pa videl 20. junija 2014. leta ob Janezu Janši na Dobu, ko ga je tja spremljal in ker sem bil pač takrat vključen v to, sem ga poslušal, ves čas njegovo gorečnost, ko pa vidim, da ta gorečnost zdaj za Janšo, zdaj je pa to ubi Janšo, in ko je vmes 5 let, človek pa ima, mislim, da je bil blizu Abrahama, kmalu si pa pač svoje mislim, in ko pa vidim, če zadnji stavek dodam, da je uspel zmanipulirati in pripeljati ven iz kioskov revijo, v katero sem jaz 13 let investiral pač toliko in toliko svojih življenjskih dni, energije in moči, potem pa se mi zdi to vse skupaj nekaj zelo v temelju narobe. Ja, Jernej, boš dobil besedo takoj po oglasih, tako da ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, čigavi so protesti, kdo si jih lasti in zakaj. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno dr. Jernej Štromajer in dr. Boštjan Marko Turk. Pogovarjamo pa se o tem, čigavi so protesti. Jernej, če nadaljujemo tam, kjer je Boštjan končal, nam lahko ti zdaj razložiš, kakšne so razlike med temi protesti, ki potekajo na različne dneve in kakšna je vloga politike pri teh protestih. Ma kakšno vlogo, nima nobene vloge? Ja, hvala, Ljuž, da si me končno spustil do besede. Zdaj, protesti so raznoliki. Zdaj, lahko se z enimi strinjamo, lahko se z enimi ne strinjamo, ampak ustava pač ljudem daje pravico do svobodnega izražanja in tudi svobodnega zborovanja in to je treba spoštovati, pri čemer pa je treba nasilne proteste vedno in vsakokrat obsoditi. Zdaj, eni protesti, te petkovi kolesarski, ki jih je moj sogovornik pomešal še z vsemi ostalimi možnimi protesti, ki se dogajajo v tej družbi danes, so vedno potekali mirno. Jaz se spomnim, ko so profesorji Ljubljanske univerze, ki so prebirali ustavo na Trgu Republike, policisti odnašali v kiblo in podobno. Tako da bi si ne želel reči, vsi so isti, vsi so nasilneži, ker niso. Nasilneže je treba sankcionirati, ugotoviti, kdo so ti ljudje in pač to nima mesta v demokratični družbi. Bi pa edini skupni imenovalec v resnici vseh teh različnih protestov, pa že Boštjan je prej razlagal, da on to vidi, ker je tam doma, me prav zanima, če lahko pove, ali res vidi isto skupino ljudi, recimo ob petkih ali pa preteklo sredo. Sam recimo, glede na objave družbenih omrežij, vidim, da so to malo različni, rečemo temu mehurčki, če se popularno oglasimo. Ampak edini skupni imenovalec v resnici, ki je pa presega neke klasične delitve ali pa recimo neke klasične
polarizajoče zadeve, je pa pač aktualna vlada. Aktualna vlada z svojim delom, s svojim komuniciranjem, s svojimi ukrepi, ki nasprotuje široka paleta zelo raznolikih, med seboj nekompetentnih ali pa recimo različnih svetovnih nazorov, ljudje, ki pa se ne strinjajo z načinom, kako se ta vlada sooča z enim ali drugim ali tretjim družbenim vprašanjem. In to je v bistvu nek en redkih skupnih imenovalcev zelo različnih skupin, zelo različnih dogodkov. Kot rečeno pa, jaz obžalujem, da je prišlo do kakšnih nasilnih protestov, tudi protesti, ki so recimo problematični z zdravstvenega vidika ali pa z obmedovanjem epidemije, so svojevrstno, recimo temu, posledica tega, da vlada res slabo komunicira, da sprejemamo ukrepe čez vikend, da se odloki sprejemajo čez noč in podobno. Temu bi se mogli izogniti. Zdaj, v Franciji je predsednik Macron sprejel zakon na zelo transparenten način, vključujoč način, ustavno sodišče je imelo svojo besedo, v Sloveniji pa vlada z dekreti ali pa z odloki sprejema neke odločitve, kar zagotovo ni dobro za neko demokratično družbo. In ko razmišljamo sedaj, kaj je rešitev, ne? Predčasne volitve je tista stvar, ki bi pomirila politično situacijo v tej družbi, omogočila, da se politične zadeve stabilizirajo, omogočila bi ljudem, da izrazijo svoje mnenje. Mi smo imeli pred meseci referendum o zakonu o vodah, videli smo 680 tisoč ljudi je prišlo na referendum in izrazilo svoje nasprotovanje vladnemu predlogu in čas je za več demokracije. Ne smemo pač pustiti neko avtoritarno vodenje te družbe ali pa žuganje, grožnje in podobno. Treba je umiriti komunikacijo, treba je pozvati ljudi, da se cepijo kot rešitev ven iz zdravstvene krize, ko vidimo v bistvu, kako že druge zahodne države lahko sproščajo družbo kot posledica višje stopnje cepljenja in pa predvsem moramo spoštovati ukrepe, ki so zdravstveno utemeljeni in pa hkrati ne dovoliti, da se epidemija zlorabi za neke politične namene. Ja, to si zdaj sicer zelo lepo povedal, ampak se mi zdi vseeno precej zapleteno za kakšnega navadnega človeka, da bi vse to upošteval. Ampak preden povabim spet Boštjana v debato, me še tole zanima, ne vem, če si mi odgovoril, kakšna je vloga politike pri teh protestih. Ti si jih zdaj razdelil na take in drugačne, ampak v politiki se bi danes pogovarjali. Skratka, je politika tu ima aktivno vlogo, vemo, politiki opozicije hodijo na te proteste, na ene ja, mogoče na druge ne. Kakšna je vloga politike pri teh protestih? Aktivne vloge politika pri teh civilno-družbenih protestih nima. Jaz mislim, da v resnici največjo vlogo pri izvedbi teh volitev imajo družbena omrežja, ki omogočajo povezovanje, aktivacijo ljudi za različne zadeve, pri čemer pa spet, kot rečeno, politika mogoče v smislu vladnih ukrepov, vladnih odločitev, vladnih nespametnih dejanj, če lahko tako rečem, je pa tista, ki ljudi motivira, da odhajajo na ulico. Dve vprašanje imam zate, Boštjan. Prvo, Jernej je rekel, v Franciji to počnejo drugače, ampak ti si povezan tudi s Francijo, kakor vem, so tudi v Franciji protesti, se pravi, kljub temu, da se sprejme zakon, pa ima vlogo ustavno sodišče. Pa drugo vprašanje, se ti strinjaš z njegovo tezo, da bi predčasne volitve rešile vse te probleme? No, jaz moram reči prvič, da se tu pa res strinjam s kolegom Štromajerjem, z njegovim stavkom, da tej vladi nasprotuje široka skupina nekompetentnih ljudi. Evo, smo našli eno skupno točko, ampak mislim, da je Nisem rekel nekompetentni. Rekel si nekompatibilni. Nekompetentnih ljudi. Potem se pa opravičujem, nekompatibilni. Timo Trakovo vil, kaj kdo reče. Pa sem že mislil, da smo našli jaz tudi mislim, da to ni široka skupina, da so to seveda nekompetentni ljudje, ampak da niso to, da to ni široka skupina teh ljudi, ker je to pa čisto ena skupina, ki je večinoma doma iz Ljubljane in njihova tako rekoč 98% lastnost je, da so pač vezani na državni proračun in se bojijo pač za izgubo svojih privilegijev. Zdaj v Franciji seveda je situacija taka, da so protesti, ampak zelo težko primerjamo, je to nemogoče primerjati iz čisto preprostega razloga, ker Francija ima 65 milijonov ljudi, ker so aglomeracije, kjer prihaja do druženja in take popolnoma neprimerljive s Slovenijo, ki ima 2 milijona ljudi, a ne. Francija ima koncentracije prebivalstva na kvadratni kilometr, ki jih v Sloveniji nikjer ne najdete, a ne. Niti na, recimo na protestih, če se že skličujemo v petek ali pa v sredo, ne, na Trgu Republike, tam bi jo približno dosegli, a ne. Širjenje virusa v takih, bi rekel, okoljih je bistveno nekaj čisto drugačno, bi rekel, logiko ima, kot pa pri nas, a ne. Ampak Francija uporablja popolnoma enake ukrepe, kot jih uporablja Evropska unija in kot jih uporablja tudi Slovenija, ne. In v Franciji je že
dolgo časa pač to, da se z tako imenovanim, se pravi sanitarnim, se pravi tisto, kar imamo, pa saniter, se pravi tisto, kar imamo, kar pokažemo na računalniku, da lahko, da je to v bistvu pristop v javno življenje in v zdravstvu morajo biti pač vsi cepljeni. Cepljenje je tudi dokaj uspešno, in seveda Francija je veliko bolj radikalno uveljavila. Macron je rekel, zdaj se boste vi, ki delate v zdravstvu, cepili ali pa ne boste več delali v zdravstvu. In mislim, da so jih 3000 celo odpustila, ampak večina se jih je pač cepila. Pri nas jih v zdravstvu ni, spravo med zdravniki, ja, ampak jaz mislim, da je nek pomemben odstotek necepljenih. Zakaj po tvoje, Boštjan, recimo vlada pri nas ni rekla zdravstvenemu osebju, da se mora nujno cepiti, je pa to rekla za državne uslužbence? Danes smo slišali tudi tisti, ki delajo na domu, morajo izpolnjevati pogoje PCT. Zakaj recimo vlada po tvoje ni začela z domovi za starejše, socialno-varstvenimi zavodi, zdravstvenimi ustanovami, ampak je rekla, državni uslužbenci, tisti, ki so tudi po pisarnah, nimajo dela s strankami, morajo biti cepljeni, ne pa recimo te, za katere ti praviš, da so začeli v Franciji z njim. Ja, zato, če bom to odgovoril, bom zdaj gospoda Štromarja, bi rekel, postavil na las popolno. Ja. Odgovor je pač samo eden, zato ker je ta vlada bolj demokratična od Macronove vlade in ne posega po skrajnih ukrepih. Zato niso pač naredili cepljenja za obveznega in zato niso celotno javno življenje za državno upravo so, ne? Mislim, da državno upravo so, ampak zato v Franciji vi ne morete biti del javnega življenja oziroma hoditi v restauracije, v kamorkoli, če niste cepljeni. In to že zdavnej prej. Tle je nek časovni zamik med Slovenijo in Francijo nekaj mesecev. Ampak dejstvo je to, na tem naj se zdaj protestniki, se pravi sredini, petkovi in četrtkovi, evo da jih ločem, naj se te zamislijo, zakaj ni tega vlada, zakaj ni tega Janša naredil, ker je bolj demokratičen od Macrona. Problem pa je ta, da to je pač edini logičen odgovor, drugega logičnega odgovora ni. Vprašanje pa zdaj seveda, kaj bi se zgodilo, če bi Janša to naredil, ampak tega ni naredil. To je pa tako, kaj pa bi bilo, če bi človek ne prišel na Luno, brez veze, ker je prišel na Luno. Ja. Zdaj, če se vrnemo zdaj nazaj k protestom, pa tem zadnjim sredinim, vendarle se mi zdi, da na teh protestih je bila malo drugačna zasedba, kakor je ponavadi na protestih. Imamo tudi nekaj fotografij. Zdaj, tisti, ki so recimo mene osebno presenetili, da so bili na protestih ali pa da je bil na protestih, je tudi Alen Koman, nekaterega poznajo pod vzdevkom Komanov mulc, je bil do pred kratkim na družbenih omrežjih, bil tudi ene parkrat v naši oddaji kot komentator. Zdaj mislim, da je ščit vere, si me podučil, Boštjan, scutum fidei, je to po latinsko. Ja, to je to, žalostno. Ščit vere, ja, to je na tej fotografiji, to je fotografija iz teh sredinih protestov, pač s svojimi somišljeniki in tako naprej. Medtem ko pač velja za nekega neformalnega ali pa neuradnega organizatorja teh protestov lokalni politik iz Kranja, Zoran Stevanovič. Ta se mi zdi pa zanimiv, pa bi zdaj vaju dva prosil, da to pokomentirate. Mogoče najprej tole, kar vidimo zdaj na ekranu, pa gremo potem še na Stevanoviča. Skratka, sta videla presenečena, da je recimo na teh sredinih protestih so bili tudi ljudje, ki so očitno pač verni, saj tako izgleda iz te ikonografije in protestirajo proti tem ukrepom, ki jih je vpeljala vlada, ki bi jim naj načeloma bila bližje, kot so jim bile prejšnje vlade. Ja, ne, si kaj presenečen, nisi presenečen, kako to komentiraš? Jaz teh skupin ne poznam, tako da težko komentiram, verjamem, da bo Boštjan to mogoče lažje pokomentiral. Bi pa rekel tako, ta vlada je očitno nepopularna pri različnih skupinah državljank in državljanov. Ja, jaz pa pravim samo eno, hvala Bogu, da je nepopularna pri scutum fidei, Alešu Erneclu pa pri tistem, kaj je že bil, ki je rekel Heil Hitler, kaj je že, no vse to je v tem kontekstu, njemu je odgovarjal, zdaj mi šlo pa z glave, danes so ga zaprli zaradi nasilništva, bil purgar, mislim, Urban, prav ta, se pravi, ki je napisal ta, da je bil Hitler, da je bil car ali nekaj tasga, tako da je to. Kako se piše, purgar ali kako se piše? Skratka, se cela Slovenija ve. Da ti pomagam, očitno misliš o povezavi z rumenimi jopiči, če se ne motim. Pa zdaj, ki je napisan. Ti rumeni jopiči, zdaj, če lahko, če gre zaupati raziskovalnim novinarjem na tem področju, so pa tako ali drugače, rečemo temu, na desnem delu političnega spektra v Republiki Sloveniji.
No, jaz s tem tako imenovanim, če to mislite Mladino, pa Primoža Cirmana, pa necenzurirano, to bom v naslednjem Požar reportu naredil oceno, pa ne z izrobenimi opiči. To ni zame raziskovalno novinarstvo, to niti novinarstvo ni, niti raziskovalno. Tole, kar mi delamo tukaj, je raziskovalno novinarstvo. Ne, to, kar mi delamo tukaj, je politično No, je komentatorstvo. politično komentiranje, ki je pač... Primož Ja, no, saj se Cirman razumemo. in Mladina, ne, to so vendarle ugledna imena slovenskega žurnalizma. Ja, in jaz dajmo ne tukaj, vem, dajmo mislim, tukaj vendarle Glejte, tukaj neko če v strokovnost vsakem neko. članku Primož Cirman in necenzurirano napišejo do 7 napak, v vsakem članku, vsak teden. Jaz pišem članke 30 let, meni v mojih člankih noben ni našel napake. če ti- Pa jih ne pišem samo v slovenščini, pišem v francoščini, angleščini, hrvaščini, pa še kaj mi prevedejo v poščino. Oziroma prevedem sam, pa potem spravijo do normativnega izraza. Hočem reči, ampak Boštjan, kar če se ti pa nekaj tiče... ni všeč, če to ne pomeni, da Ne, ni mi drži. všeč, to je pač skregano z vsemi standardi novinarstva, potem nekaj vem. A ne. Hočem reči, če grem nazaj, gospod Cirman. če grem nazaj na vprašanje, Ja, povej. na vprašanje Aljuša, ne, to, da ti priješ na take procese s to ikonografijo, ki je zame pol verska, pol versko blazna, pol pa blazna, ta ikonografija, ne. Jaz sem recimo veren človek, ne, ampak jaz mi na kraj pameti ne bi padlo, da bi s tako ikonografijo šel tja, kjer razbijajo parlament, a ne. To ti pa to nekaj pove no kaj je to zdaj, scutum fidei, to je ščit vere, ja, in ne, to so neke, ne, mislim, poleg tega je grozljiv, da so v teh segmentih, se pravi, te desne, ali kakorkoli se že tudi, ne, teh desnih skupin, je ena prav, bi rekel, histerija anticepilska, ne. En temeljnih virov anticepilske histerije, največje in najbolj usodne zmote slovenskega naroda po osamosvojitvi so prav ti ljudje, ne. Jaz to spremljam, jaz tega sploh ne morem verjeti, a ne. In to z argumenti, ki so tako nori, kot je nora anticepilska histerija sama, ne. Tako da, Ok, zdaj pa ta uradni organizator Zoran Stevanović. Ne, tako kot smo rekli, pač bil je kandidat za župana Kranja, mislim, da na zadnjih lokalnih volitvah, prišel celo v drugih krog, če se ne motim. Bil je tudi predsednik Slovenske nacionalne stranke, svoj čas sodeloval je tudi na okroglih mizah, recimo z Brankom Grimsom in z vodjo Štajerske varde Šiškom na temo slovenstva in tako naprej. Zdaj pa recimo organizira te proteste proti vladi, mislim, da že spet poziva na novega, ki bi naj bil jutri, če se ne motim in tako naprej. Pa me zdaj zanima, sta vidva presenečena? A je to pa vendarle pomeni ta zdaj vloga tega gospoda Stevanovića, da na nek način saj en del politike poskuša si uzurpirati te proteste oziroma na ta način si povečati politične delnice pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo prihodnje leto. Ne? Ker to se mi zdi pa vsaj fascinanten premik, sicer si ti tudi prej enega drugega omenil, Boštjan, ko si govoril o Damirju Črnčecu, ampak a je tu, vidiš kakšne vzporednice zdaj pri tem gospodu Stevanoviću? a jaz? Ja. Glede tega, da zamenja politične barve in proba pač maksimirati aktualno Mislim, on je stanje. zame popolna neznanka, je edino, kar lahko rečem, da me je presenetilo, glede na to, bi rekel, ta brutalen nastop, ki ga je imel, ki ga absolutno, mislim, to je zame absolutno nesprejemljivo, ne, da me je presenetilo njegovo visoko znanje slovenščine, ki je, bi rekel, brez napake govori. In drugo, kar me je presenetilo, da se je zavzemal za Slovenijo, delamo za našo Slovenijo, za Slovenijo, skratka neki elementi nekega programa, ki je v bistvu program, ki ga bi tudi jaz seveda podpisal, pa predvsem program, ki je pač blizu tem domoljubnim strankam v Sloveniji, ki jih pa hvala Bogu ni malo, ni pa seveda blizu tako imenovanim strankam, ki izhajajo iz tranzicijske levice. To me je presenetilo, ampak on se je zdaj komaj pojavil, ampak moram reči, v globalu pa seveda obsojam to, kar počne in obsojam način, na katerega zdaj očitno misli priti v visoko politiko, ker se mi zdi, da je nivo parlamenta, ne glede na njegovo znanje materinščine, z vstopom Združene levice, a ne, in z njihovo ikonografijo in z njihovim neupoštevanjem, bi rekel, temeljnih modusov nekega civilizacijskega vedenja v družbi, a ne, da je že toliko padlo, da ljudje pač enostavno nimajo zaupanja v politiko. To bo zdaj ta plas, bi rekel, tudi histerije teh protestov in vsega tega, ne, ki očitno ekstremna levica in ekstremna desnica odlično sodelujeta,
ravno kar smo videli fotomaterial. Ja, oprostite, kje pa je bil ta Scutum Fidei? Na shodu od gospoda, ki se očitno druži z gospodom Grimsom in gospodom Šiškom, če smo zdaj zelo natančni, glede na letak, ki ga je bil pokazal. Na protestih, ne, hočem reči, pa se to ni nič novega, da levica, skrajna pa desnica sodelujeta. Sej tudi so sodelovali nacisti pa komunisti, se to ni nič novega. To nikogar ne preseneča. Ne. Tako da jaz te poti, ki on ubira, ne morem kot demokrat ne spoštovati, pa tudi seveda ne priznavati. Zdaj, potrebno je poudariti, da kolikor vem, je gospod v drugem krogu za župana Kranja izgubil proti kandidatu socialnih demokratov, se pravi, gre za nekoga, ki je daleč od recimo temu levega političnega pola ali pa leve politične sredine. Aljuš, prej si omenil, da je bil, mislim, da podpredsednik Slovenske nacionalne stranke, ki za svojimi glasovi aktualno trenutno drži na, rečemo temu, nad gladino aktualno Janševo vlado. Tako da približno zdaj lahko vidimo, kje smo na političnem zemljevidu. Zdaj, zlorabljati epidemijo za politične namene je zagotovo nekaj, kar si iz vidika javnega zdravja ne bi smela odgovorna politika privoščiti, pa žal vidimo, da kakšne takšne skupine ali pa recimo tudi aktualna vlada žal se tega poslužuje, namesto da bi združili moči, prepustili prostor stroki, dali poudarek na upoštevanje epidemioloških ukrepov, delali na tem, da dosežemo zadostno stopnjo cepljenosti v družbi, da bomo lahko ne imeli zaprto družbo, da bo zdravstveni sistem zdržal. Namesto tega pa vidimo zdaj različne politične elemente, ki poskušajo zlorabljati epidemijo, kar nikakor ni dobro. In tukaj res ni zadelati sporednic med eno in drugo in tretjo s politično skupino ali pa rečemo temu civilno-družbeno skupino. Je pa jasno, da so pač socialna omrežja omogočila nek ta grassroots organizing, ki je pa zelo raznolik. Ki je zelo heterogen in iz tega vidika pač je tudi to za neka nova oblika, recimo temu, demokracije, ki pa seveda ima svoje posledice. Kot takšno bi pa pač rekel, da je na odgovorni politiki, da ne hujska ljudi. Zdaj, videli smo, kakšne izjave je že v preteklosti imel recimo notranji minister Hojs, vidimo, kakšen je diskurs recimo določenih politikov v državnem zboru, predvsem mislim aktualne vlade, da ne bo pomote, Boštjan, in si bi ne želel v bistvu, da se to stopnjuje. Jaz mislim, da se mora politični prostor umiriti, da se mora politika zrestiti in način, da pridemo do nekega resnega preobrata v smislu, da ne bo več tako napeta politična situacija, so realno predčasne volitve. Zdaj, ker imamo manjšinsko vlado, ki diha na škrge. Diha na škrge, ne, manjšinska vlada ni manjšinska, tehnično to ni nobena manjšinska vlada. Manjšinska vlada je čisto nekaj drugega. Ampak še eno sem se spomnil. Daj me prosim pouči, zakaj to ni manjšinska vlada. Ja, manjšinska vlada je pač vlada, ki se definira kot manjšinska in ki je kot taka nastavljena. Ta vlada pa upravlja vse svoje delo, ima v parlamentu, zadnje volitve, da rečemo neki zadnje volitve, za zadnjega ministra, ki so bile, to se jaz spominjam, je bil Boris Mark Adrianič, ali je bil izvoljen ali ni bil izvoljen, očitno je bil izvoljen, če ne bi bil danes minister. Jaz ne vem, kakšna manjšinska vlada je to, ki izvoli ministra, to je bil zadnji kandidat za ministra. Pa če grem, lahko še končam. Pa če grem še nazaj, zdaj za Ladislava Trohova, ki je najbolj goreč, prepoznavno goreč anticepilec v javnem prostoru, vi ne morete reči, da deluje po desni Janševi agendi, če isti Ladislav Troha obtožil Janšo, da ga je ugrabil, ga zadrževal ne vem koliko časa in ga potem spustil. Ta stvar je ne vem koliko časa stara. Skratka, Ladislav Troha ne sodi, ga pa videvam skozi v teh protestih pred skupščino, kaj je že bilo enkrat, ne vem, ki je bil, torej, ja, pa on pa ne sodi v Janšo okrog, no. In pa tudi za Hojsa, recimo iz Hojsa 30 let poznam, ampak Hojs, če pa kdo, ni človek, ki bi bil pa hujskaški. Hojs je zelo tako, bi rekel, flegmatik, pa, kaj bi rekel, ampak če pa nekdo ni hujskaški človek, pa to Hojs ni, ne. Ja, ampak če lahko, jaz gospoda Trohe nisem nikoli omenil, je pa gospod, mislim, kaj so bili v javni RTV in vemo, kdo trenutno najbolj agresiven do javne radije televizije in kateri del politike. Ja, pa če je pa Troha rekel, da ga Janša ugrabil, ja, halo. Iz tega, ker nimamo teh ljudi tle, da bi se sami izjasnili, tole me zanima, vajino mnenje. Ali so te protesti, oziroma te, ki organizirajo te protesti, so oni grožnja etabliranim političnim strankam?
Teja Jarc, Jaša Jenull, Zoran Stevanović in tako naprej. Se lahko etablirane politične stranke pač bojijo te kot nove konkurence, ker verjetno ti ljudje bojo hoteli kapitalizirati ta nek kapital, ki so ga pridobili ali pa recimo mislijo, da so ga pridobili na volitvah, ki prihajajo, ker drugače jaz ne razumem, zakaj bi se recimo en Zoran Stevanović to šel, če ni to neka priprava za to, da gre na volitve. V taki ali drugačni kombinaciji. Pa me zdaj zanima vajino mnenje. So ti ljudje grožnja etablirane politične stranke? Ti praviš, da ja. Največja, jaz sem že povedal, prej ko smo govorili sami, največja grožnja so Združeni levici, se pravi vsi ti, ki zdaj prihajajo v novih naborih, Jenull, pa Kovačeva, pa vse to, kar vidimo. Predstavljajte si Violeto Tomić in Jenulla, da kandidirata v isti volilni enoti, se pravi, to je 3. in 4. Ljubljana, center Ljubljana, Bežigrad, kjer levica dobiva, to bo masakr. Predstavljajte si Luko Mesca, se pravi, tako kot leta 2014 ni bilo v absolutnem interesu SD-ja, da nastane Združena levica, pa je nastala in je SD od takrat ne more nikoli več računati, da ponovi to, kar je Borut Pahor naredil leta 2008, da zmaga na volitvah. Tako je zdaj se dogaja ta kanibalizem, se pripravlja ogromen kanibalizem, ker ti ljudje na vsak način hočejo v parlament in bojo ustanovili svojo stranko in glede na svojo retoriko najbolj ogrožajo Združeno levico, delno, ampak v manjši meri pa ogrožajo tudi SD. Zdaj, jaz podatka, da bi ti ljudje delali politično stranko, vsaj kar se Jaše Jenulla in Nike Kovač tiče, mislim, da je Nika celo javno večkrat rekla, da je ne bomo videli na volitvah, ampak dobro. Ne bi se čisto strinjal, da socialna demokracija več ne more zmagati, niti pod razno. Trenutne ankete v Nemčiji kažejo, da kljub temu, da obstaja stranke Die Linke, lahko socialna demokracija tudi je v tekmi za zmago in bomo videli v nedeljo, če se bo to tudi zgodilo. Tako da z tega vidika za SD ne rabi skrbeti, zagotovo pa zna epidemija tako ali drugače imeti politične posledice. Jaz sem že večkrat omenil, 680.000 ljudi je šlo na referendum zakonu o vodah, to je veliko število ljudi, ki takrat ni podprlo vladnega zakona in tudi sicer se bo neko nezadovoljstvo z politično situacijo pomirilo na demokratičnih volitvah, za katere lahko samo upamo, da bo čim prej. Ja, pa se s njim nič proti, ampak imamo proti temu, da interpretirate ta referendum za vodo, ker jaz sem to na Požareport objavil. Prosim, če se grejo vsi pogledati natančne številke v volilnih enotah in tam kaže, da so volivci SD-ja, SDS-a, stranke SDS in SLS-a, najbolj bi rekel 7. pa 8. volilna enota, ki sta najmočnejši podpornici SLS-a in stranke SDS, glasovali pač v istem proporcu, kot je bilo glasovanje v 3. pa 4. volilni enoti, 1-2 razlike, kar se nikoli v času slovenskega parlamentarizma ni zgodilo. Zgodilo se je pa zdaj. Zakaj? Ker ljudje to niso interpretirali kot boj zoper vlado, ampak kot boj za vodo. No, in pa kljub temu je šlo za vladni zakon, in očitno so tudi volilci SDS, Boštjan, če lahko zaključim, očitno so tudi po tvojih izračunih volilci SDS in SLS pokazali rdeči karton tej vladi. To je tudi nekaj, za kar se moramo zavedati. To sploh ni res. Pustimo zdaj referendum, se bomo v volitvah še pogovarjali, ko pridemo do njih, za danes pa smo izčrpali čas, ki ga imamo na voljo, tako da dr. Jernej Štromajer, dr. Boštjan Marko Turk, najlepša hvala za vajine komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil protestniški, sicer pa že 614. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali COVID ekonomijo, kako ekonomsko uspešna je v boju z epidemijo Slovenija. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.